Naslednje vprašanje nam je poslala Nina, še ena Nina. Katere metrike so najpomembnejše za spremljanje uspešnosti marketinških kampanj v B2B e-commerce okolju? Kako se te razlikujejo od B2C metrik? Ja, jaz sem se tle zdaj probal fokusirati res na B2B e-commerce, ki je še vedno bolj podoben B2C e-commerce kot pa B2B poslovanje kot tako B2C poslovanje. Ne? In zdaj neke B2B metrike kot take se bolj vrtijo okrog nekih leadov, ne? Bi rekel, SQL s tem reče, Sales Qualified Leadi, recimo imaš lahko, pa koliko teh leadov si zdaj dejansko zaprl v neke deale, ne? Recimo to je zelo različno od recimo B2C-a, tam bi te stvari vsaj drugače poimenoval, čeprav bi mogoče stranke dal v nek funnel pa rekel so, ampak to so bolj oznake za B2B svet. Zdaj, v B2C-u rečemo, nekdo je lead, nekdo je stranka, pa potem koliko aktiven kupac je, pa lead, koliko je, ne vem, koliko je svež, pa koliko je aktiven. Ja, zdaj jaz mislim, da pri B2B-u, značilno je, da gre za daljše neke prodajne cikle. Zdaj, kolikor imaš pa ti e-commerce, e-commerce ponavadi zelo veliko tega pomeni, da je to nek replenishment, se pravi dokup nečesa, kar rabiš, ali so to neke take storitve, ki jih vsem se lahko odločaš v malo krajšem časovnem oknu, ker ni potrebno, da ti toliko stvari, recimo ti nekdo predstavi, nekaj personaliziranega da, ker če tudi v B2B nekaj kupaš, je to verjetno končna rešitev. Predvidevam, da kupaš nek ležaj. Imaš opcijo klasični B2B bi bil, rabim nek custom ležaj za neko tovarno, tako in za mi ga podjetje naredi, iščem te pravega izvajalca, ali pa mi jih to bo delal več, ker bom jaz ugradil nekam, to bi bil tisti B2B, ne e-commerce, pa imamo pa recimo nekdo, ki je serviser nekih stvari in ugrajuje neke ležaje, nekih 10 tipov in on ne rabi tam zdaj nekoga, tako da z njim ustvari odnos, ima nek business account nekje, zbirajo samo te zadeve pač na eno mesto, recimo da ima pač nek lojalnostni program ali pa nekaj, ampak on pa zadeve kupuje pač prek e-commerce, naroči mogoče 2, 3, pa enkrat, ne vem, to 10 kil paket, drugič, ne vem, samo kila, so neke manjše stvari in je to bliže B2C-u, tako da tudi tam bi pravzaprav lahko spremljal metrike, ki so značilne za B2B commerce, ki si jih pa ti tudi že prej našteva, recimo, ne vem, average order value kot vrednost, ne vem, posameznega naročila, koliko je, recimo, koliko smo tudi imeli v bistvu stroška s tem, da smo stranko pridobili, se pravi strošek na pridobljeno stranko, koliko je življenjska vrednost, koliko jih je zdaj zapustili košarico, zakaj so zapustili košarico, veš ta del, da bi pa razumel, ker v B2B-u je pa mogoče ta razlika, da je payment pa veliko bolj kompleksen. Lahko plačaš s kartico, lahko po nekih naročilnicah, lahko imaš tam neke zbirnike na mesečnem nivoju, pa ti spol plačaš, se pravi, tam bi pa drugače te stvari lahko meril, kako se recimo odziva nekdo, ki je nivo 1, pa lahko plačuje sem s kartico, kako nivo 2, ki je že neko zaupanje, nek odnos imaš vzpostavljen, njemu dovoliš, da na mesečni ravni naroči do x evrov in potem vse naenkrat plača. Tako da kar bi pa zraven lahko pač tudi meril, je pa tudi koliko so v bistvu na vso ta komunikacijo, na odnos, kakor z njim delaš, koliko so tudi odzivajo, se pravi, odpirajo to vsebino, ki jim jo pošljajo, koliko tega, ki kliknejo, pa ali tudi vod v nek nakup, ali smo pridobili neke dodatne informacije od njih, da jih znamo bolj v kontekstu nagovarjati. Tako da še vsem bi rekel, tukaj je bolj gradna odnosa, želiš z nekom graditi odnos, tudi recimo, če si podjetje Word, pa prodajaš opremo za profesionalno, recimo, ne vem, ko so za knaufarje, pa za vse take pač orodja, pa želiš biti tiskaj, ko gre karkoli narobe, veš, ko rabijo novo robo, ali pa ko se je kaj z mašino zgodilo, da so on top of mind, pa reč, z njimi kontaktiram, imam tam nekoga, ki mi bo to hitro pomagal rešiti, ne vem, če pa rabo na hitro neko zadevo, da mi bodo pa pomagali, da bom jaz projekt uspešno zaključil, tako da ta del mogoče bolj za B2B e-commerce vezan, je pa B2B e-commerce zelo, zelo široko področje. Lahko naročaš sončne panele, ki jih nekam ugrajuješ, lahko je en mali sestavni del, lahko pa, ne vem, cele linije po par 100 000 evrov tudi prek tega bi naročal eventualno.
Ja, no se to bi jaz dodal mogoče, da na metrike, ki jih spremljaš, vpliva ta kompleksnost. Tako, kot si rekel, zdaj, če to zdaj res nekaj delaš in ti donaročuješ ležaje, kot ti jih zmanjka, tam lahko pol spet zelo spremljaš. Drugače je aktivna stranka, ki je mogoče aktivna stranka nekdo, ki na 2 dni, na 3 dni naroča. Mogoče spet, če imaš kompleksen B2B stališča, da prodajaš na osnovi pogodbenega odnosa s podjetjem, pa podjetje potem več kupcev ali po poslovalnicah ali kakorkoli ločeno, pa imaš spet tam lahko spremljaš vse na nivoju celega podjetja, lahko na nivoju posameznega kupca, ki je odgovoren ali za neko del, ki je odgovoren za neko lokacijo, in moraš tam stvari večkrat ločeno spremljati. Tako je en kup, poveča se ti število metrik s kompleksnostjo. Tako je.